Državni zbor Republike Slovenije je v naši državi edini organ, ki lahko sprejema zakone. Zakoni so kot pravila igre v državi. Da se v zakonu odloča, so potrebne 3 obravnave. Pri prvi poslanci glasujejo o tem, ali se jim zdi predlog zakona dober in ustrezen. Pri drugi poslanci povedo, kaj menijo o predlogu zakona. Takrat je čas, da ga še dopolnijo ali spremenijo, torej izboljšajo. Pri tretji, zadnji obravnavi pa o novem zakonu glasujejo. Zakon je sprejet, če ga podpre več kot polovica poslancev v državnem zboru. Državni zbor Republike Slovenije je sprejel novelo zakona o osnovni šoli. Novela pomeni, da je zakon sicer že obstajal, z novelo se obstoječi zakon le posodobi ali dopolni. O že sprejetem zakonu lahko presoja tudi državni svet. V njem so predstavniki socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Če se s čim ne strinjajo, lahko na zakon vložijo veto. To pomeni, da morajo poslanci v zakonu ponovno odločati. Če državni svet tega ne stori, predsednik oziroma predsednica države sprejeti zakon razglasi za veljavnega. V zakonu je zapisano, da začne ta sprememba zakona veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. To je posebna revija, ki objavlja sprejete zakone in uredbe. V spletni obliki je dostopna vsem državljanom. Včeraj je bila novela objavljena in to pomeni, da bodo spremembe začele veljati že prihodnje šolsko leto, torej 1. septembra 2024. Izjema so rezultati NPZ-jev, ki bi bili pri vpisu v srednjo šolo že naslednje šolsko leto lahko upoštevani, če bo pristojnim do avgusta uspelo urediti področje s posebnimi podzakonskimi akti. To bi torej veljalo za tiste, ki ste zdaj v 8. razredu, za zdajšnje devetošolce pa ne.